Dober študij mora nuditi študentom in študentkam dvoje. Eno so teoretska znanja, ki so podlaga vsega, hkrati pa tudi praktična znanja oziroma neke praktične osnove. Vendar pa to prav gotovo ni tisto, kar bi se ravnalo po potrebah trga. Pri študiju politike, etike in družbe so posebni poudarki točno na označevalcih, ki so v samem poimenovanju. Se pravi, na prvem mestu je politika, v tem kontekstu pa še predvsem študij in razumevanja problematike države in izginjanja države. Politike, torej politične teorije, politične filozofije ni mogoče proučevati, ne da bi se hkrati proučevalo in študiralo tudi pravo. Pri tem pa nikakor ne mislim na učenje pravnih definicij na pamet ali na učenje zakonskih členov na pamet, mislim na učenje pravne filozofije, pravne politike, na kritično analizo prava kot kulture. In tukaj gre sta pravoslovje in politologija z roko v roki. Ko gre za vprašanje etike, potem pa bomo predvsem študirali etiko v povezavah s filozofijo, s tem, kako so stari Grki razumeli etiko, in sicer to pomeni v povezavah s politiko, ne pa na moderni način, ki se začne z Machiavellijem in kjer je etika dobesedno pregnana. Seveda, ko preženemo iz razmišljanja in delovanja in življenja etiko, je to samo prvi korak, kajti v naslednjem preženemo politiko, preženemo pluralnost in ostane kvečemu nekaj takega, kot je strankarska tehnologija, parlamentarne tehnike in podobno. Ko se v času razsvetljenstva začnejo vzpostavljati pogoji za razvoj sodobne oziroma moderne družbe, odigrata pomembno vlogo tudi znanost in umetnost. Tisto, kar ima je skupno, je pravzaprav to, da človeku obljubljata srečo. Vendar pa, po nekaj stoletjih, ko ta projekt teče, se kaže ta obljuba sreče kot nekaj, kar je ostalo neizpolnjeno. Naše vprašanje seveda je, zakaj se je to zgodilo. Ali sta krivi znanost in umetnost, ali je krivo kaj drugega. Pri predmetih, ki jih bom poučevala jaz, se bomo posvečali denimo vprašanjem, kot so, kakšen smisel sploh ima država v današnjem globaliziranem svetu. Ali lahko ima država neko pozitivno funkcijo v smislu varovanja človekovih pravic posameznika, posameznice, v smislu varovanja pravic skupin in tako dalje. Kratka, gre za ta vprašanja, ki bodo nekako v fokusu predmetov, ki jih bom predavala. Hkrati pa se bo ta študij posvečal tudi dvema temama, ki mislim, da sta zelo pomembni, in sicer gre za feminizem in feministično teorijo v okviru politične misli. Seveda, to je tema, ki je še vedno na robu predmetnikov na slovenskih univerzah. Slovenija leži v neposredni bližini Bližnjega vzhoda. Od tega območja jo loči zgolj Sredozemsko morje. Poleg tega je Slovenija ena od 28 članic Evropske unije in vsaka od teh članic mora imeti izdelano stališče o krizah, ki potekajo na Bližnjem vzhodu. Zdaj vsega tega moramo marsikaj vedeti o islamu, o njegovih značilnosti, njegovih zgodovini in pa o zgodovini muslimanskega sveta oziroma njegovih odnosov z Zahodom oziroma krščanskim svetom. Predvsem moramo poznati najbolj problematične točke tega odnosa, kot so križarske vojne, kolonializem in pa izraelsko-palestinski konflikt. V prvi vrsti je pravo ambivalenten fenomen. Po eni strani se mi zdi, da vas pravo omejuje, ampak vprašajte se, ali to, da morate stati na rdeči luči, res zmanjšuje vašo svobodo. Odnos med pravom kot prisilo in svobodo je zapleten. Točno to je tisto, česar se bomo lotili na naših srečanjih. Gre za to, da mora dober študij politologije in politične teorije študentom nuditi prostor, v katerem se lahko skupaj in seveda s profesorji in ostalimi, ki v študiju sodelujejo, naučijo misliti in pa razsojati. Če želite o tem resno razmišljati, potem ste vabljeni na podiplomski študij politike, etike in družbe Univerze na Primorskem.